Jaz moram do doma priti. Nič ne vidim. Res, na koncu sem šla že tako 15 mil na uro. Dobro jutro, ura je 4:44 zjutraj. Čutim se, kot da sem na radiju in to so današnje novice. Prometna nesreča na Dolenjski avtocesti je zaznamenjena. Danes je en dolg dan, grem na snemanje pol dneva do polnoči. Potem jutri imam snemanje, ki poteka od 4 popoldne do 6 zjutraj. Uro pa pol stranje, vožnje, seveda, ne hoje. Zato je treba zgodaj vstati, da bom imela kaj od dneva, da ne bom sam skozi na šihtu, a ne? Skoraj sem že opremljena za tek. Po vremenskih podatkih sodeč je zunaj -3. Laufat grem, zato ker potem tiste dneve, kadar grem laufat, sem ful bolj zbrana, ful več energije imam in ogromno energije bom rabila zdaj naslednja 2 dneva. In do zdaj še najboljši način, ki sem odkrila za premagovanje stresa, teč. To ni sicer šal za laufanje, je pa toplo pol okoli vrtu. No, zdaj pa je dosti blebetenje, gremo laufat. Evo pa smo, zdaj pa gremo na delo. Nafilala sem se s Celsijem, sem v glavnem kofein. Zdaj lahko delam do polnoči. Exclusive thermal plug. The thermal plug unique. Eden izmed razlogov, zakaj obožujem to industrijo je, ura je 5:35, jaz sem konc za danes. In najboljša fura je to, da za 12 ur me plačajo, 12 ur me lahko imajo, če me pa prej spustijo, me pa vsem 12 ur morajo plačati. Jutri zna biti brutalno, zato ker lahko da me bojo imeli celih 12 ur oziroma 14 ur, ampak nima veze. Jaz sem mislila, da bom konc danes o polnoči. Dejansko se bom šel v svetlobi domov peljala. Evo, danes je dan D, dan 2. Okej. Mogoče lahko tudi dan D, konc koncev. Danes sem na snemanju od 4 zvečer do 6 zjutraj, bilo je že potrjen. Mame sicer skrbi vožnja nazaj, ker če bom končala ob 6 zjutraj, bom padla v res največjo gužvo in menda bo še dežval. Tako da ne vem točno, kaj bom naredila, če bomo res delali do 6 zjutraj, pa koliko bom crknjena, glede na to, da nisem nočna ptica, jaz hodim spat okoli 10 zvečer, tako da to bo ful kruto. Tako da ja, v najslabšem primeru bom se nekam zapeljala, s sabo bom vzela spalko, pa napihljivo blazino, tako da v najslabšem primeru se bom odpeljala nekam z avtom na samo, pa tam zaspala vsaj za 1-2 uri, glih toliko, da k sebi pridem, da lahko pol varno domov peljem, ne. Ja, da ne bom poginila, ne. Pripravljena sem na odhod, malo prej sem šla doma, oziroma bom šla, ker dežuje ful. Ja, mater vola, kva mi je prestavljal avto. Ej, toliko piha tle. Pa še ena stvar, ki mi gre ful na živce. Tle v Ameriki tako čez dan luči niso obvezne. In tudi v slabem vremenu in v dežju ljudje ne prižgejo luči. Kako naj jaz pol sred naliva vidim avto asfaltne barve? Mislim, kva?
Preživela sem, zdaj mislila sem, da bom malo zaspala kle v garažni hiši, ampak je nek party tukaj. Nabijajo muziko, zdaj so glih stišali. Itak sem pa, malo sem zaspala na mizi, sem nad koncem me zmanjkal. Tako da glih toliko sem zakinkala za ene 5 minut, da imam feeling, da lahko vozim do doma. Najprej bi se rada izognila jutranji gužvi, ker konec koncev je četrtek, pa tudi druga runda neviht prehaja, tako da bi rada prišla domov prej, bo težko, tako da upajmo na najboljše. Ne vem, a slišiš veter? Me predstavlja, Dobro, da ni skoraj nikoga razen mene pa tovornjakov na cesti, Ena izmed bolj stresnih voženj, jaz nič ne vidim. Tukaj je gosta megla, da vidim mogoče 2 metra pred sabo, dežuje, cesta je polna mini plazov je povsod. Sem se mogla malo ustaviti. Fucking taka nevihta je. Mogla sem se malo ustaviti, ker moram k sebi priti. Jaz moram do doma priti. Ker prihaja vijoličen roza oblak. Ok, imam to, ratal mi je. Fuck. Na koncu še snežiti začel. In tako sunki. Sunki dežja in sneženja in vetra. Res, na koncu sem šla že tako 15 mil na uro. Nisem sploh videla teh črt vmesnih. Sem samo upala, da sem na ta pravi strani. Izpit sem tako dobila drugače, mačkam več kaj eno leto nazaj. Tako da tole je kar. Hvala Bogu, doma sem stari. Zdaj pa bruhac pa spat. Fuck, okay, bye.